Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Danes bom spregovorila o enem področju duševnega zdravja, o katerem mislim, da na podcastu še nisem govorila bolj široko, in to je o motnjah hranjenja. Namenoma tega izraza nisem dala v naslov epizode in namenoma se tega izraza načeloma izogibam. Zakaj? Ker se spomnim sebe v najstniških letih, ko sem gledala filme ali pa brala o tej tematiki, in četudi je bila prikazana negativna plat motenj hranjenja, sem jaz vseeno samo iskala in tudi našla navdih, kako vztrajati s svojim slabim odnosom do hrane, kako biti še bolj striktna do sebe, kako se še bolj omejevati. In ne želim si, da bi bila kdaj te vrste navdih. Želim pa si predstaviti svojo zgodbo, ki ima za seboj kar nekaj izzivov na tem področju, ampak na srečo srečen konec. Svojo zgodbo si želim deliti tudi zato, da mogoče komu ponudim uvid v življenje, kjer zdrav odnos do telesa in do hrane ni samoumeven. Želim si mogoče kakšnemu staršu ponuditi uvid v to, kaj njihov otrok doživlja, če se sooča s podobnimi izzivi, kot sem se jaz. Seveda se zavedam, da je vsaka zgodba unikatna, ampak vseeno se mi zdi, da so pa neke lahko vzporednice med doživljanji. In najbolj od vsega si pa želim, da bi mojo zgodbo slišala mogoče kakšna punca ali pa fant, ki se trenutno srečuje z nezdravim odnosom do sebe, do hrane in do telesa in mogoče še ne razume, kje tiči pravi vzrok in ne ve, kako to rešiti oziroma spremeniti, ali pa mogoče celo dvomi, če se to sploh da. O zame travmatični izkušnji obrekovanja iz osnovne šole sem okvirno govorila v drugi epizodi podcasta z naslovom o otroštvu, skrivnosti, ki sem jo leta nosila s seboj, in o 2 nenadnih izgubah bližnjih, moja zgodba prvi del, ki je mimogrede najbolj poslušana epizoda do zdaj. Čist en tak zanimiv intermezzo. Če ponovim ključno stvar te izkušnje, ki je pomembna za današnjo epizodo, izkušnja obrekovanja je meni predstavljala izgubo nadzora. In zdelo se je, da je bil to tudi zame v tej izkušnji najtežji del. Izgubiti nadzor nad tem, kaj drugi govorijo o meni, kako to vpliva na moje življenje, ne imeti nadzora, kdaj te bodo spet obrekovali, kdaj boš spet osramočen, in sem potem od tiste izkušnje naprej
konstantno živela v krču in v strahu pred tem, da se bo obrekovanje spet zgodilo. In zdaj tako si razlagam, čeprav v resnici težko vem za 100%, sem jaz po tistem dogodku pretirano iskala kontrolo tam, kjer se je zdelo, da jo imam. Kot ena taka protiutež. V šoli se je zdelo, da nimam kontrole, vedno pa sem našla eno področje, kjer sem kontrolo imela in sem jo lahko izvajala, kar me je pomirjalo, mi je dalo en tak občutek, da imam vpliv. Dobro se mi je zdelo, ko sem se za nekaj trudila in so se kazali rezultati. In še to, fino mi je bilo imeti področje, kjer sem bila odvisna samo od sebe. In tako sem nekje okoli 12. leta, bi rekla, občutek kontrole našla v nadzorovanju svojega telesa. Najprej z zmanjševanjem obrokov in odpovedovanje hrani, tisti, za katero sem že pri teh letih imela v glavi, da redi, torej da je slaba. Naj poudarim, da tega pri 12 letih jaz nisem razumela. Nisem vedela, da je odnos do hrane postalo področje na nek način izvajanja kontrole. Takrat bi jaz to ubesedila, da sem si želela biti suha. Danes se zavedam, da me je vse to obremenjevanje s hrano zelo zaposlilo, da mi je dalo en cilj. Postalo je vir obremenjevanja in hkrati na drugi strani vir zadovoljstva. Rekla bi, da sem zaradi obrekovanja mogoče zelo močno podvomila v svojo vrednost in številka na tehtnici mi takrat ponudila en odgovor. Če je bila številka nižja kot pri zadnjem tehtanju, sem vredna oziroma sem vredna več, sem v redu. Če je višja, nisem vredna oziroma nisem v redu. Tega spet ne moram reči z gotovostjo, ampak bi rekla, da je bilo stradanje tudi podzavestno malo odziv na razvijanje telesa, razvijanje ženskosti, kar sem si jaz takrat želela zatreti. Če si brala mojo knjigo Vse je v redu, v kateri bolj točno pišem, kaj se je zgodilo v tistem 3. razredu, mislim, da je razumljivo, kako je bilo to dvoje povezano. Zakaj sem si v povezavi s tistim dogodkom želela nekako zatreti razvoj in potrebe telesa. Naj še to podelim, da jaz nisem nikoli imela prekomerne teže. In če bi danes gledala nazaj svoje fotografije tistega obdobja, sem imela, bi rekla, da normalno težo. Prej, da sem bila med bolj suhimi, kot pa kadarkoli med močnejšimi. Tako da to moje obremenjevanje s hrano res ni bil odziv na moj videz in v štartu v bistvu ni imel veze z mojim izgledom. Obenem sem imela srečo, da sem odraščala v družini, v kateri v tem početju nisem imela zgleda, nismo poznali doma nekih diet, jedli smo zdravo hrano z vrta. Stari starši so imeli majhno kmetijo in smo imeli veliko hrane domače. Nekje okoli, jaz bi rekla 14. leta, se pa spomnim, da sem potem na eni rojstnodnevni zabavi izvedela za eno punco, ki je takrat hrano po zaužitju izbruhala. In živo se spomnim, kako smo bile punce, ki smo bile, ko smo o tem govorile. In takrat sem prvič slišala, da lahko to narediš, torej da ješ, kakor si želiš, in potem nekaj, kar oceniš kot presežek, na silo spravaš iz sebe. To sem zapisala tudi v knjigi in razmišljam še vedno podobno, da včasih najrajši tega sploh ne bi omenila, ker si ne želim, da bi bila moja zgodba ali pa da bi bile moje besede slučajno nekomu tak navdih, kot sem ga jaz takrat našla pri nekom drugem, za to grozno in nasilno početje. Bruhati na silo terja kar nekaj truda. Sicer, ko to občasno počneš več let, truda na koncu ni več treba veliko, ampak kljub temu ob tem zelo mučiš in utrudiš svoje telo. Moj vzorec je bil, da sem se večino časa omejevala glede hrane, želela pojesti čim manj, ampak v, takrat bi temu rekla, šibkem trenutku lakote ali pa skušnjave nisem znala ohranjati zdrave meje. In na trenutke sem potem od lakote popustila zavore in se prenajedla.
Torej nisem jedla samo do točke, kjer bi bila sita, ampak sem pojedla preveč, kar je jasno nakazovalo na težave, in potem me je bolelo v trebuhu in sem v strahu pred tem, da bi se zredila, in v želji po olajšanju, tako fizičnem kot psihičnem, hrano izbruhala. Bruhanje je meni takrat pomenilo veliko olajšanje. Sprostilo je eno napetost. In zdelo se je, da sem s tem dejanjem nazaj pridobila malo kontrole, ki sem jo izgubila takrat, ko sem se prenajedla. So pa pri meni po tem dejanju vedno sledili občutki krivde in sramu, tudi obupa, zaradi katerih sem se potem obsojala in si postavila nove stroge cilje, kako bom postala suha. Mislim, da je bila suhost tudi na neki način simbol za biti čim bolj neviden, da meja ne bi več obrekovali. Da so motnje hranjenja in želja po nadzoru povezane, sem jaz spoznala na terapiji in skozi samorefleksijo. Med opazovanjem vzorcev, predvsem za nazaj, sem povezala te trenutke in občutke, da ko se je sprožil cikel prenajedanja, da sem s tem običajno polnila praznino. Praznino, ki je nastala v meni in bila nevzdržna tudi ob čist vsakdanjih stvareh. Recimo, spomnim se, da če mi je kdaj odpadlo kaj, za kar sem bila zmenjena in nisem vedela, kaj bom zdaj počela, sem se tega ustrašila. Praznina v urniku me je nezavedno opomnila na praznino, ki je bila v meni, čeprav spet tega takrat jaz ne bi znala ubesediti. Razumevanje je prišlo potem kasneje. Takrat so bili samo občutki v telesu, ki jih nisem razumela, in sem se avtomatsko odzivala nanje, kakor sem se takrat znala. Ko nisem vedela, kaj bi počela, sem se počutila izgubljeno. V stiski, praznini in nejasnosti sem se jaz zatekla k hrani. In seveda v tistih trenutkih najraje k tisti, ki sem si jo prej prepovedovala. Ko sem se najedla, sem se počutila polno, ta praznina je bila zapolnjena, ampak takrat že do točke potem, ko spet ni bilo prijetno. Našla sem svoj način pobega pred neprijetnimi občutki. Pobegnila sem v nadzorovanje telesa, v škodovanje sebi, v kaznovanje. Po prenajedanju je prišlo na vrsto bruhanje in s tem sem se spraznila, na nek način kakor očistila in bila po obtoževanju spet polna načrtov in zagona. Skozi prenajedanje sem polnila praznino, skozi to, ko sem se fizično spraznila, sem jo pa potem znova ustvarjala. In ta začaran krog mi je kar nekaj časa pobiral veliko energije in mi začasno dajal občutek nadzora, ker se je zdelo, da vse to počnem jaz po lastni volji. Čeprav mi je danes jasno, da temu ni tako in da sem bila takrat ujetnik ene bolezni in predvsem, da je bil to izraz stiske. Jaz bi v zelo splošnem rekla, da so motnje hranjenja način, kako predelujemo nekaj neprijetnega. Da so način, kako nekaj izražamo, komuniciramo, ker takrat še ne znamo drugače, na boljši način, ne znamo tega izraziti z besedami. Zato, če bi na podlagi svoje zgodbe dala kakšen nasvet staršem, katerih otroci se srečujejo s podobnimi težavami, je, koliko pomembno se je pogovarjati o občutkih, pogovarjati o tem, kaj je otroku težko, kaj ga teži, kaj nosi v sebi, in mu pomagati te občutke razumeti. V nekem sanjskem idealnem primeru bi s tem pomagali otroku, da skozi besede najde način izražanja stiske in da bi to nadomestil izražanje skozi slab odnos do hrane. Namenoma rečem v sanjskem primeru, ker seveda ni tako enostavno, da bi rekli, da če se bomo pogovarjali o občutkih, bodo težave rešene. Jaz se zavedam, da gre za kompleksen izziv, da ima vsak svojo zgodbo in verjamem, da tudi svojo časovnico, kdaj je sploh pripravljen se odpreti, razumeti in kdaj potem lahko pride do spremembe na bolje. To obdobje iskanja nadzora skozi nadvlado nad telesom je pri meni trajalo nekaj let. Potem je pa na eni točki prišel trenutek, ko sem od tega dobesedno postala utrujena in se je v meni rodila želja po bolj umirjenem, zdravem odnosu do sebe in do svojega telesa.
Takrat se mi ne zdi, da je bilo še toliko v ospredju zdravje, ampak res to, da ne bi več zgubljala toliko energije. To se ni zgodilo čez noč in pri tem nisem bila sama. Pomoč in podporo sta meni takrat dajala starša, s katerima smo se potem celo takrat tudi odločili za dodatno pomoč, za obisk otroške in mladostniške psihiatrinje. Spomnim se pa, da tudi potem, ko sem že začela z obravnavo in si želela prenehati škodovati sebi, sem se še občasno znašla v teh ciklih prenajedanja in bruhanja. Jih je bilo pa postopoma vse manj. Zame je odločilen trenutek, ko so se, bi jaz rekla, da težave, vsaj te hude, končale, se je zgodil, ko sem bila že na študiju v Angliji, torej nekje pri mojih 18 letih. Pred odhodom v tujino sta mi mami in ati položila na srce, da me bosta tja spustila samo, če bom imela urejen odnos do hrane. To se mi je že takrat zdelo smiselno, danes se mi zdi še mnogo bolj pametno, odgovorno in razumljivo. In četudi so se pred mojim odhodom v tujino težave že res precej zmanjšale oziroma bi že skoraj lahko rekla, da uredile, sem se zavedala, da bo v resnici pravi test nastopil takrat, ko bom živela sama in imela vso svobodo, da si ali škodujem ali pa končno osvojim zdrav način prehranjevanja in da bo vse to odvisno samo od mene, da me noben ne bo mogel na nek način nadzorovati in spremljati, kaj se dogaja z mano. Jaz se spomnim po tistem še nekaj epizod teh škodljivih vzorcev, ki pa so se za vedno končali, ko se mi je enkrat odlomil košček zoba. Jaz sem že prej vedela, da imamo zaradi bruhanja v ustih prekomerno želodčno kislino, ki začne tanjšati sklenino, in da so zobje ena izmed mnogih stvari, na katere imamo negativen vpliv s tem početjem. Ampak šele takrat, ko se mi je odkrušil zob in sem v ogledalu zazrla krhkost svojega telesa, sem si rekla, da je dovolj. Bizarno se mi zdi, da sem ves čas vedela, da si s stradanjem in bruhanjem škodujem, ampak šele ko sem imela za to nek oprijemljiv dokaz, ko me je prešinilo, kam to še vse lahko gre, sem se ustrašila in dojela, da je čas za spremembo in da si te spremembe tudi želim. Zelo sem hvaležna, da sem v Angliji takrat imela močno podporo cimer, ob katerih sem, tudi ko so izvedle za te moje težave, začutila eno tako res pravo sprejemanje, brez kakršnega koli obsojanja. In to je bil takrat zame res balzam za dušo. S cimrem sem dobila nekoga, ki je bil ob meni, ki je videl mojo stisko in mi kljub temu ponudil oporo. Postale so nekdo, ki me ni obsojal. Žal glavni razlog, da tega prej nisem toliko imela, ni v tem, da ob sebi ne bi imela ljudi in opore, ampak ker jaz nisem bila pripravljena sploh podeliti svojih stisk in pokazati svojo ranljivost. Šele ko sem to z nekom podelila, sem sploh lahko nazaj prejela pravo sprejemanje. Dokler sem pa jaz te svoje navade pred prijateljicami zavijala v tišino, sem si lahko samo predstavljala, da bi me drugi obsojali, ampak v resnici jim sploh nisem dala priložnosti, da bi me lahko sprejeli tako, kot sem. Po študiju je šel moj odnos do hrane in do telesa res samo še navzgor in en nov nivo ljubezni do telesa sem odkrila tudi po izgorelosti. Ker sem takrat spet videla svoje krhko telo in dojela, kako sem se prej sploh mentalno gnala čez svoje meje, je moja želja po tem, da hranim in negujem svoje telo, samo zrasla. V preteklih letih, ko sem res vzljubila gibanje, zdrav način življenja, ko sem začela razumeti še, koliko zelo pomembno je to za trdno duševno zdravje, se mi zdi, da so se res vse navade okoli hrane in gibanja usmerile v to, da sem hvaležna za telo, za vse, kar mi omogoča, in da se jaz trudim po svojih najboljših močeh, da ga podpiram. Da zdravo hrano podpiram sebe, da je to investicija v zdravje na dolgi rok in da enako velja za gibanje. Zelo mi je pri tej spremembi pomagalo tudi to, da imam danes svoj vrt, da na hrano gledam še iz enega novega zornega kota, torej iz vidika rasti, kaj vse je potrebno za rast od semena do tega, da hrana pride na krožnik, in kakšna taka mini čudesa se dogajajo v naravi vsak dan. Pomaga mi tudi to, da
sva oba s partnerjem predana zdravemu življenju, da oba skupaj skrbiva za eno dobro ravnovesje med recimo veliko zaužite zelenjave in na drugi strani hrane za užitek, kar je pri nama največkrat in najrajši pica. In meni je prav pica en tak dosežek, zmaga, kako lahko danes v njej uživam brez slabe vesti in se zavedam, da tudi z uživanjem v hrani pripomorem k ravnovesju in posledično zdravju. Če se slučajno ti danes srečuješ z nezdravim odnosom do hrane ali pa do svojega telesa, upam, da ti je moja zgodba upanje, da obstaja pot navzgor in pot na boljše. Meni se zdi smiselno, če je hudo oziroma če se s težavami srečuješ že dalj časa, da poiščeš strokovno pomoč. Če si v fazi, ko še ne razumeš, zakaj se pri tebi dogajajo motnje hranjenja, te povabim, da raziskuješ občutke, ki so v tebi prisotni ob tem. Kaj dobiš od tega, da se omejuješ pri hrani? Če se prenajedaš, kaj ti da to prenajedanje? Kako se počutiš med tem ali pa po tem? Spomnim se, da je meni psihiatrinja takrat rekla, naj poskusim kdaj, preden se grem prenajest, da se poskusim ustaviti in biti mal z občutki. Tudi če se bom šla potem vseeno prenajest, da si vzamem prej kot eno tako malo pavzo, nekaj minut, da dobim uvid, kaj se dogaja takrat v meni. In da pomislim, če si lahko to, kar si takrat želim dobiti s hrano, dam kako drugače. Meni je bilo takrat to sicer zelo težko in mi v večini primerov sprva ni uspel, ampak potem se pa spomnim, da enkrat mi pa je, da sem se ustavila in sem se ustavila potem drugič, tretjič in sem s časom dobivala pomembne uvide v svoje delovanje, ki menim, da so bili ključni za spremembo. Danes bi te, tako kot pri soočanju s tesnobo, usmerila k radovednosti. Čim manj krivde, čim manj obsojanja in čim več nežnosti do sebe, do svojega telesa in samo radovednosti in raziskovanja, kdo si in kako deluješ. Če delaš na bolj zdravem odnosu do hrane in do telesa, jaz navijam zate. In če pa s tem nisi imel oziroma imela nikoli težav, pa upam, da si s svojim svetlim zgledom lahko še komu v navdih. Kot vedno za konec še ena misel, tokrat od Kristjana Muse Klešnika iz knjige Nekaj ti želim povedati. Verjemi, si oseba, vredna ljubezni in ljudi, ki te bodo ljubili takega, kot si. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.